Šentjurju bodo ob bazenu postavili tobogan. Na Krekovem trgu na ogled 140 let celjske kolesarske zgodovine. Po zmagi Gorenja nad Trimom celjski rokometaši do 25. naslova državnih prvakov. Simon Rožman naj bi bil že bivši trener Celja. Najbližje areni z dežele je bojda Darko Milanič. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Šentjurski bazen bo letos bogatejši za novo pridobitev. Ob njem bodo namreč postavili tobogan. Bazen je že lani doživel temeljitejšo prenovo, ko je občina zamenjala bazensko tehniko in poskrbela za novo opremo bazena. Občina Šentjur v zadnjih letih pospešeno obnavlja infrastrukturo v športnem parku Šentjur, kjer se nahaja tudi bazen. Prav slednjega so lani ob pomoči evropskega denarja celovito prenovili. Kot dobro veste, smo v lanskem letu rekonstruirali kompletno okolico bazena, postavili novo strojnico, ki je bila stara x let, uredili tudi določeno urbano opremo in pa vse, kar je bilo povezano s tem. To je bilo lansko leto tudi zaključeno. Imeli smo malce pokvarjeno to kopalno sezono, predvsem zato, ker je bilo tam seveda tudi gradbišče, ki je bilo vezano seveda na krožišče in pa ostali del, ki se bo zdaj počasi tudi zaključil. Zlasti na željo otrok bodo zdaj postavili še tobogan, ki bo stal v neposredni bližini bazena. Gre za tobogan dolžine, mislim, da 41,5 metra, če se ne motim, višine cirka 5 metrov. Ta tobogan bo dobavilo in montiralo podjetje ASF Fund, ki je bilo izbrano tudi na javnem razpisu. Vrednost je, mislim, da tam nekje 68 ali 69 tisoč evrov brez DDV-ja. Skratka, ta tobogan bi naj bil postavljen do začetka kopalne sezone ali pa v najkrajšem možnem času. Tako bo ponudba bazena, za katerega ravno v teh dneh iščejo najemnika, še bolj pestra. Želim vsem našim otrokom in posebej vsem vam, ki se boste udeležili preživljanja prostega časa na našem bazenu, veliko užitkov, tudi ob sproščanju po tem 40 metrov dolgem toboganu. Sem vesel tega, ker vem, da je to dolgoletna želja obiskovalcev našega kopališča, našega bazena, in ta atraktivnost bo seveda, oziroma ta naprava bo povečala še bolj atraktivnost tega našega kompleksa v športnem parku, ki zajema tudi seveda področje bazena. Tudi s postavitvijo tobogana in ob sončni sezoni računajo, da bodo število obiskovalcev na bazenu še povečali. Lansko leto je bilo mogoče malo okrnjeno, ne ravno zaradi tega, ker pogoji niso bili najboljši. V prejšnjih letih je bilo, lahko rečem, da kar obiska, predvsem otrok je ogromno. Letos pa verjamem, da bo seveda zadeva tukaj bolj uspešna, pa ravno zaradi tega tudi mogoče še malo bolj atraktivna. Je pa seveda velike odvisnosti tudi od vremena. Če je poletje toplo, je seveda popolnoma drugače, kot če je zelo deževno. Tako da verjamem, da bo v redu. Mislim, že lansko leto, kljub temu, da je bilo gradbišče praktično v neposredni bližini, je bilo kar nekaj ljudi. Kdaj točno bo bazen letos odprl vrata, zaenkrat še ni znano, najverjetneje pa v drugi polovici junija. Na Krekovem trgu v Celju so odprli razstavo Celjski peloton, na kateri so prikazane etape razvoja cestnega kolesarstva v Celju. Razstavo sta odprla celjski župan Bojan Šrot in avtor razstave dr. Borut Batagel, ki je na 18 panojih predstavil skoraj 140 let celjske kolesarske zgodovine. Na Krekovem trgu je na ogled pregledna zgodovinska razstava Celjski peloton, etape razvoja cestnega kolesarstva v Celju. Na 18 panojih je predstavljeno skoraj 140 let celjske kolesarske zgodovine. Prinaša tiste pomembne poudarke, to, kar sem vrednotil kot neke izstopajoče vsebine, vezane na skoraj 140 let zgodovine. Je tudi ena redkost, take razstave pravzaprav so zelo redke, da bi recimo neko športno panogo v tako časovnem loku kdo predelal in obdelal. Tako da ta kolesarska razstava je po nek način lahko tudi nek vzorec za obdelavo recimo zgodovine kolesarstva v nekih drugih mestih, nek nastavek za zgodbe, ki so skozi te razstavljenih 70-80 različnih objektov, slikovnih prilog,
prinašajo pravzaprav neke nastavke tudi za nadaljne raziskovanje. Na razstavi niso izpostavljeni posamezniki, to ni bilten izstopajočih dosežkov oziroma štetje medalj, ampak gre za vpetost v družbeni kontekst Celja, ki se skozi kolesarsko zgodovino dogaja v knežjem mestu. Danes smo slišali, da je kolesarstvo v Celju že 140 let na nek način organizirano. Je imelo svoje vzpone in padce. Kolesarski veterani so povedali, da je prvi naziv najšportnika Celja osvojil ravno kolesar. Kolesarski klub je bil takrat drugi za rokometnim klubom. Predvsem pa sem vesel, da se danes Celjski kolesarski klub zopet dobro organizira, da veliko dela na mlajših kolesarjih in verjetno se je že kakšen novi Roglič, Pogačar, Mohorič, Mezgec rodil, samo zrasti še mora, zakaj pa ne. Pravi izziv pri nastajanju razstave je bil poiskati vso predstavljeno gradivo. Za obdobje 80. in 90. let sta z osebnim arhivom pomagala takratna akterja celjske kolesarske zgodbe. Najprej sem vesel in moram pohvaliti zgodovinski arhiv Celje, da je prevzel sploh to gradivo, ker postajamo stari in zakaj bi šlo to v pozabo. Zato sem celotno zbirko z področja kolesarstva in celotno mapo predal arhivu, ki je kar koristno uporabo. Drugače pa se vedno res z najlepšim spominjam na ustanovitev kolesarskega kluba v Celju, ker sem bil tudi prvi predsednik in soustanovitelj. Pa tudi potem, da smo v Celju začeli v bistvu maratone, te rekreativne. In predvsem je bilo pa to eno lepo druženje, z vsemi generacijami. Kasneje je pa to prešlo tudi na tekmovalno področje, tako da je tudi tukaj so osnove za lepo delo, ki ga sedaj seveda te mladi nadaljujejo. Tudi Edi Krajnc je za razstavo prispeval svoj arhiv, nam je pa zaupal še eno zanimivo zgodbo. So pa bile čudovite dogodke, recimo tule, ne vem, na te slike, evo tale slika je ravno z prve dirke po razpadu Jugoslavije, po ex-Jugoslaviji, ne. In prvo je ta po 93. leta od Subotice do Beograda, glih ta kolesar Lauk zmagal, tako da so nam v Beogradu mogli 93. leta slovensko himno zaigrati, ne. To je bil takrat dogodek tak, da so meni šle solze, da sem šel odzad za kombi, da me niso videli, ne. Ja. Odprtje razstave se upada v kontekst spremljevalnih dogodkov, ki so jih pripravili na poti, da Celje postane najgostitelj dirke po Sloveniji. Župan mestne občine Celje, Bojan Šrot, je minuli konec tedna obiskal pobrateni mesti Doboj v Bosni in Hercegovini ter Slavonski Brod na Hrvaškem. Celje je sporazum o pobratenju z Dobojem podpisalo leta 1965, z obnovitvenim sporazumom pa so sodelovanje ponovno oživili leta 2012. Slavonski Brod in Celje sta pobratena od leta 2010 naprej. V času obiska celjskega župana je prav tam nastopil orkester Akord, ki že leta goji prijateljski odnos s tamkajšnjim brodskim tamburaškim orkestrom. Doboj in Slavonski Brod sta po velikosti primerljiva s Celjem, sta zelo lepo urejena in se hitro razvijata. V prihodnosti bodo sodelovanje med vsemi tremi mesti skušali razviti še na nekaterih novih področjih. Na zaostali tekmi 14. kroga rokometnega državnega prvenstva so rokometaši Gorenja z 29-27 premagali Trimo iz Trebnjega, s čimer so rokometaši Celja Pivovarne Laško že pred zadnjim krogom državnega prvenstva postali državni prvaki. Za Celjane je to že 25. naslov državnih prvakov. V letošnji sezoni so na dosedanjih 25 odigranih tekmah dosegli 23 zmag in en neodločen izid ter doživeli le en poraz. Trimo ima na drugem mestu 4 točke manj. Celjski klub je v samostojni Sloveniji le 6-krat izgubil naslov državnega prvaka. 4-krat so se državnega naslova veselili Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Prul 67 in Kopra. Varovanci trenerja Alema Toskiča bodo letošnji naslov prvakov proslavili na zadnji tekmi kroga proti Svišu. Srečanje v celjskem Zlatorogu bo v petek 27. maja ob 18. uri.
Po poročanju športnega časnika Ekipa Simon Rožman zapušča klub nogometnega kluba Celje, kariero pa naj bi nadaljeval v hrvaškem Šibeniku. Rožman je vodenje celjskega prvoligaša prevzel v spomladanskem delu sezone. Pod njegovim vodstvom so Celjani na 16 tekmah dosegli 6 zmag, 2 remija ter doživeli 8 porazov. V vodstvu celjskega kluba Rožmanovega odhoda danes niso želeli komentirati. Predsednik Miloš Rovšnik nam je v telefonskem pogovoru dejal, da ima Rožman še vedno veljavno pogodbo s klubom, več podrobnosti o njegovem morebitnem odhodu pa naj bi bilo znano v prihodnjih dneh. Če gre verjeti informacijam iz nogometnih krogov, je prvi favorit za Rožmanovega naslednika nekdanji trener Maribora Darko Milanič. Do začetka 28. kolesarske dirke po Sloveniji je še manj kot 20 dni. Organizatorji so priprave na dirko predstavili na novinarski konferenci v Rogaški Slatini, kjer bo 16. junija cilj druge etape. Za dirko je zaenkrat prijavljenih 22 ekip, za katere bo vozilo več kot 150 kolesarjev. 28. kolesarska dirka po Sloveniji bo letos imela 5 etap, skupno dolžino skoraj 800 kilometrov. Dirko bodo v neposrednih prenosih Eurošporta lahko spremljali gledalci v 130 državah sveta v 21 različnih jezikih. Imamo kar nekaj novih ciljev, tudi novih etap. Tudi zaključek dirke v Novem mestu bo zanimiv, saj ne bo šlo za klasičen šprint. Šprint v zadnjih 12-15 kilometrih smo uvrstili Trško goro, ki je izredno strm in pa izredno ozek vzpon, pa tudi tehničen spust. Skratka, tisti, ki bodo lovili končno zmago, ki bojo mogoče že se videli na zmagovalnih stopničkah, bojo morali biti skoncentrirani pri dirki vse do konca. Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo tudi letos na dirki lahko spremljali nekatere največje svetovne zvezdnike tega športa, med drugim tudi lanskoletnega zmagovalca dirke po Sloveniji. Treba je omeniti številko 1 trenutno svetovnega kolesarstva, Tadej Pogačar, ki je dirko po Sloveniji zmagal tudi že lani. Potem zmagovalec letošnje dirke Milano-San Remo, Matej Mohorič. Upam, da se vrne tudi Jan Tratnik po poškodbi na Hadžeru, Luka Mezgec bo tukaj, Jan Polanc, ki je zvest pomočnik Tadeju. Potem pa še ogromno drugih slovenskih mlajših kolesarjev, ki iščejo priložnost, predvsem tudi na takih dirkah, kot je dirka po Sloveniji. 5 dni imajo vrhunsko priložnost, da se dokažejo svetovni javnosti, svetovnim kolesarstvu in tako kot so naredili prej Mohorič, Roglič, Pogačar in pa ostali na dirki po Sloveniji, se prebijajo tudi oni v višji rang tekmovanja. Rogaška Slatina kot soorganizator v dirki po Sloveniji sodeluje od leta 2014 naprej. Letos bo v tem zdraviliškem mestu pri tamkajšnji železniški postaji cilj druge etape. To bo celo najdaljša etapa letošnje dirke. Glede na to, da je pa najdaljša, se pa mogoče tudi ne pričakuje šprint celotne glavnine, kakor v preteklosti. Skratka, pred nami bo sigurno ena lepa etapa in zahvaljujemo se organizatorjev vsem v Rogaški Slatini, tako občini, tako županu, kot tudi vsem pokroviteljem, ki so pristopili k projektu. Proračun celotne dirke presega 1,3 milijona evrov. Rogaška Slatina je morala kot soorganizator zagotoviti več kot 50 tisoč evrov. Pričakovanja glavnega organizatorja so se uvodoma nanašala na prispevek več kot 50 tisoč evrov. Mi smo združili sredstva iz občinskega proračuna v višini 30 tisoč evrov. Približno 15 tisoč evrov so zagotovili sponzorji, 12 je teh v letošnjem letu, preostalo pa bomo oddelali z več kot 100 prostovoljci. Celoten budžet je okoli 1 300 000 evrov. Potem pa ta znesek razdelimo, tako kot sem rekel, na sponzorski del, na televizijo in pa na del destinacij. In pa tukaj še ni vključeno ogromno prostovoljnega dela, ki ga skoraj nemogoče ovrednotiti. Konec koncev od 2200 do 2500 prostovoljcev, gasilcev, ljudi, ostalih so ob trasi, ki zagotovijo, da kolesarji lahko varno tekmujejo.
V občini Rogaška Slatina se bodo tudi letos na dirko dobro pripravili in skušali čim bolj prepričati žirijo, ki bo izbirala najgostitelja letošnje dirke. Mi si bomo tudi letos prizadevali, da bi upravičili pričakovanja glavnega organizatorja, kako bo pa ocenila komisija, pa bomo videli v prihodnje, vendar pa mi smo zadovoljni oziroma bomo že z dosežkom tem, da bo cilj druge etape ponovno v Rogaški Slatini in potrudili se bomo, da bomo dober soorganizator. Sicer pa v občini Rogaška Slatina na letnem nivoju iz občinskega proračuna za področje športa namenjajo znatno čez 1 milijon evrov, kar se rezultira v kakovostni športni infrastrukturi in odličnih rezultatih slatinskih športnih kolektivov in posameznikov. Naša želja je, da bi več kot desetletje bogato zgrajeno športno infrastrukturo in tisto, ki trenutno gradimo, nadgradili tudi z ustrezno promocijo in športniki in šport je zato velika priložnost. Mi pa lahko le potrdimo naša dolgoletna prizadevanja tudi z rezultati vrhunskih posameznih društv in klubov, ki dosegajo zavidljive rezultate na slovenskem in mednarodnem nivoju, tako v moškem košarkaškem klubu, karate klubu, nogometnem klubu in še bi lahko našteval, pa ne le v članskih ekipah, predvsem v mlajših selekcijah, kar nas še posebej veseli. Jutri bo na Primorskem ob šibki burji deloma sončno, drugod bo sprva pretežno oblačno, predvsem na Gorenjskem bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. V petek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V soboto kaže na dež in ohladitev. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.